Radio Brlek. Omar z mano, lepo zdrav. Lepo zdrav, tudi vam. Pred kratkim sem gostil Sašo Lešnjak z njenim albumskim prvencem in že takrat je najavila, da se nekaj dogaja. Ja, res je, v bistvu sva kar nekaj časa rabila, da se pripravlja tale projekt Glas srca, naredila sva duet, ki se mi je takoj, ko sem slišal besedilo, utrnila pesem, melodija in končna zvočna podoba in videospot in moram povedati, da sem zelo ponosen, da mi je vse to, kar sem si zamislil, tudi uspelo. Kako pa sta prišla vidva skupaj? Midva s Sašo so v bistvu že poznala kakšnih 6-7 let, od njenih zelo mladih začetkov, zgodnjih začetkov. Spoznal sem jo preko Aleksa Volaska in so v bistvu ratala kar dobra prijatelja, predvsem zaradi tega, ker so tudi z Aleksom Volaskom dobra prijatelja, včasih smo bili tudi sosedje in zaradi tega smo se večkrat videli na kavi, kje od zunaj in tako naprej, tudi na morje smo šli recimo skupaj, pa se mi je zdelo recimo, da je prva zamisel za duet Saša Lešnjak, kljub temu, da bi mogoče lahko zbral še kakšno drugo, se mi je zdelo, da bi najbolj pasala, pač ker so se tudi osebnostno ujela. Jaz sem tudi recimo Aleksu in Saši pel na poroki in moram povedati, da se mi zdi odlično. Dva glasova skupaj, potem nastane Glas srca. Tako, nekaj takega, ja. Moram povedati, da sem tudi izjemno počaščen, da sta si čas za snemanje vzela tudi Boris Cavazza in Milena Zupančič. To si lahko v bistvu midva oba Sašo štejeva v veliko čast, predvsem zaradi tega, ker sem prepričan, da igralca takega kova nista pripravljena čisto vsakmu igrati v videospotu. Tako da iz tega vidika lahko rečem, da sta oba Saša zelo počaščena. Ravno to sem te mislil vprašati, kako sta dobila tako igralsko zasedbo, pa sta vidva potem v stranskih vlogah. Mislim, v bistvu niti niso v stranskih vlogah, oboje imamo glavno vlogo, čeprav ona dva igrata tisti zaljubljen par. Mi dva v bistvu samo simulirava mlajšo verzijo njiju dveh. Ja, jaz moram povedati, da v bistvu in Borisa Cavazzo in Milene Zupančič poznam že od prej. Boris mi je že nastopil v enem videospotu za skladbo Žamet, če se mogoče spomnite kakšnih 7-8 let nazaj. In takrat se je zelo obnesel, ljudem je bilo zelo všeč in tudi mislim, da je ta kombinacija Omar Nabrek, Boris Cavazza zelo lepo pasala skupaj. In moram povedati, da je recimo on meni že takrat rekel, ko sem ga vprašal, kako da si sprejel tako ponudbo, rekel, zate ja, pa za benga drugega. In se mi je toliko dobro zdel, da sem mu rekel, da ga bom še kdaj poklical, ko bo priložnost in da te priložnosti je prišlo in moram povedati, da sem presrečen za to. Po drugi strani pa recimo Milena Zupančič je pa mama od moje prijateljice Maše in jaz tega dolg časa nisem vedel, ker se njena hčerka Maša ni hotela pohvaliti, kdo je njena mama. Potem sem prišel enkrat k njej na obisk in sem videl sliko od Milene in sem dol padel in potem smo šli enkrat še na kavo ali pa dvakrat in sem zvedel, da se celo Milena Zupančič pozna z mojo mamo. Moja mama se pa tudi ni hotela nič pohvaliti. In zaradi tega lahko rečem, glede na to, da se odprej poznam in enega in drugega, sem si dovolil oziroma sem si drznil poklicati oba dva, če bi nastopila in sta oba privolila in moram povedati, da sem izjemno vesel. Glas srca ni tvoj prvi duet, je pa tokrat to prava ljubezenska pesem? Ja, res je. V bistvu to je pesem, za katero je tekst napisal naš basist za svoje starše, za 70. obletnico, ki praznujeta skupaj, sta rojena v bistvu istega leta v istem mesecu. In ko sem jaz ta tekst videl, sem rekel, Tomaž, lepo te prosim, tole bi rad jaz uglasbil, ker se mi zdi absolutno vredno, ker imam že melodijo v glavi, mi dovoliš in seveda mi je dovolil in potem sem takoj prijel zadevo v svoje roke in najprej napisal skladbo, potem sem jo sprogramiral, sproduciral, poklical ljudi in Sašo in Borisa in Mileno in vse se je nekako skupaj zložil kot, bom rekel, neka taka lušna hišica iz raznih dejavnikov in moram reči, da sem tudi sam sebe mečkam presenetil, da mi je na koncu to ratalo. Kmalu bomo slišali, kaj vam je skupaj uspelo. Omar, predtem pa še, kako bo tvoj glas pel naprej? Kaj pripravlja še drugega? Ja, jaz v bistvu pripravljam novo ploščo. Zdaj, glih pred kratkim, 2 dni nazaj ali pa 3 dni nazaj sem podpisal pogodbo z Niko Records za še eno ploščo in moram povedati, da se tega zelo veselim, zaradi tega, ker bo to spet v mojem starem slogu. V slogu Krasen dan, v slogu Vse, kar si želiš, v slogu Polje tvojih sanj, Omar ti Teslo, ves tvoj svet. Se mi zdi, da je prav, da se vrnem k tistmu, v čemer sem sposoben biti najbolj iskren in dober, konec koncev. Jaz sem delal veliko odmikov od svojega prvinskega sloga. Jaz sem recimo bil, delal sem swing, delal sem jazz, delal sem z raznimi orkestri, z raznimi pihalnimi zasedbami, godalnimi zasedbami, potem recimo Trip to Las Vegas, jaz pa Otto Pestner, pa Uroš Perić in tako naprej. Ogromno je bilo enih dejavnikov, ja, da ne pozabim Tine Gorenjak.
Ogromno je bilo enih različnih stilov, enih različnih, bom rekel, eksperimentov. Ne, da sem se iskal, ampak v bistvu me je pot zanašala na ta razna, kako se reče, področja in moram povedati, da se mi to ni zdelo čisto nič slabega. Ne. To se mi je zdelo v bistvu zelo fajn, predvsem zaradi tega, ker sem se glasbeno zelo, zelo izobrazil v svojem življenju, prav zaradi tega, ker sem delal to kot Nikova. Ampak vseeno mislim, da je prav in iskreno samo do sebe, da se v bistvu vrneš k svojemu, bom rekel, prvinskemu slogu in to bomo zdaj tudi naredili. Seveda bo na plošči tudi kakšna balada ali dve. Načeloma bo pa to zelo bendovska plošča. Ne? Bo pa vajna skupna, Sašo Lešnik sedaj tudi v našem etru, zato Omar, podaj nam glas srca. No, izvolite, upam, da vam bo všeč. Krošnjak ptice žvrgolijo, nama znano melodijo, sončni žar